Dober dan želiva, dobrodošli, še vedno sva Maruša Kerec in Anže Tomič. Živijo. Odbita, dobita. Med življenjem in tehnologijo. Za Slavka Jeriča pa nekaj ostalih ljubiteljev številk, to je druga sezona podcasta, epizoda 14, četrti, zadnji del o opremi. Danes na sveti nekaj internih informacij, slušalke so vendarle nepogrešljiv del radija, radijske produkcije, pa tudi sicer jih čisto vsi uporabljamo. Mi brez njih ne moremo delati, vi brez njih, naprimer na vlaku, ne morete poslušati podcastov. Vse oddaje Odbita seveda na val202.si poševnica Odbita. Sva tudi v Apple Podcasts. Hvala vsem, ki dajete tam ocene, dejansko se vedno več, tako da ful hvala. In pa najin skupni, še enkrat skupni Twitter račun, @Odbita, karkoli napišete, tizmo Twitter računu oba dva vidiva. In točno na tem Twitter profilu @Odbita ravno kar poteka debata o tem, katere so dobre aplikacije za poslušanje podcastov na Androidih. Kaj torej priporočate, lahko se vključite v debato. Prejšnjič smo govorili o zaslonih, midva in Marko in Jure. Jure Forstnerič jih je namreč stestiral, nekaj 100. Mislim, večina nas preživi 8 ali več ur na dan za računalnikom ali pa za nekim zaslonom. In valjda je pomembno, da je ta zaslon čim boljši iz več vidikov, ne? Da je bolj komod, da je boljši za oči, ne? Da se manj matramo. In enostavno, ker je pač življenje lažje z boljšim zaslonom. Tako kot prej najbrž ste omenili tudi pri miškah, pri koncah, isto velja za zaslon. V zaslon res gledaš non-stop. Enako, ko se pogovarjamo o slušalkah, je pomemben sluh, tudi o tem danes pa še o čem. Anže, če prav razumem, tudi tukaj pri slušalkah obstaja morje možnosti. Preden bi se sploh pogovarjali o audiofilskih slušalkah, kjer grejo res cene v nebo, je pri slušalkah razpon v bistvu dokaj nor, ker dobimo tudi slušalke. Zadnjič sem videl na eni od spletnih trgovin, se jih je dalo, sicer mislim, da bi morali v Slovenijo pripotovati iz Kitajske, ampak se je dalo dejansko kupiti slušalke za 3 evre. Kar je nič, to je efektivno nič evrov. Seveda grejo pa potem cene tudi par 100 in še več. Ne. Poleg cene je pa raznolikost tudi pri samih slušalkah, do kategorij pa še prideva. Preden se poglobiva v kategorije in slušalke umestiva, razvrstiva, glas ljudstva, seveda všeč mi je, da je sodelovanje poslušalcev postala neka stalna praksa tega podcasta. Hvala vsem za številne odzive in deljenje mnenja na Twitter profilu @Odbita. Glas ljudstva so tokrat Maja, Domen, Rado in Alenka. Pri nakupu slušalk mi je pomembno, da niso tiste, ki jih je treba vtikati v ušesa, ker mi nobene ne stojijo not, imam namreč nenavadno majhna ušesa. Živijo. Delam kot grafični oblikovalec, kjer se s pomočjo velikih over-ear slušalk izoliram od resničnega sveta. Ampak s temi slušalkami potem ne morem teči, ker so prevelike in predrage. Zato imam še ene manjše brezžične in še ene vodoodporne in še ene in kar naenkrat izbiram med 6 različnimi slušalkami. Ker nisem velik audiofil, sta mi pri slušalkah pomembno predvsem udobje in pa učinkovit tako imenovan acoustic noise cancelling sistem, ker včasih pač ne maramo vseh ljudi okrog sebe. Da izolirajo zunanje zvoke, da imajo čiste nizke tone, ter da so brežične, da se lepo objemajo ušes in seveda razmerje med kakovostjo in ceno. Skratka, menim, da univerzalnih slušalk ni. So različne slušalke za različne namene. Poslušalci Odbite o tem, kaj je pomembno pri uporabi slušalk. Anže, zate, številka 1, kaj je najbolj pomembno? Zame nedvomno je to udobje. Predvsem zaradi tega, ker jaz slušalke res redno uporabljam, ne samo v službi, potem tudi doma, sem veliko z računalnikom in slušalkami in sem kmalu ugotovil, da tiste najcenejše na glavi, morda jih imaš lahko pol ure ali pa še kaj manj, potem pa vidiš, da to enostavno ne gre več, kot da sem si dejansko privoščil malo dražje slušalke, ki res lahko jih imam na glavi tudi po 2-3 ure, pa sploh ne opazim, da jih imam. Ne. V bistvu udobje, mogoče celo na prvem mestu pred kvaliteto zvoka, ki bi mogoče mogla biti res na prvem, ampak pri kvaliteti zvoka je toliko spremenljiv, da ko enkrat prideš čez neko mejo, saj meni z mojimi ušesi stvari enako zvenijo, ampak na glavi, ko jih pa imaš, ne pa hitro začnejo, bom kar rekel, najedati in moje meni ne najedajo.
Ja, jaz bom enako rekla, zaenkrat udobje, ker govorimo o prostem času. Torej, na poti domov, ko odložim službene slušalke, uporabljam tiste, ki so prišle zraven telefona Appleove, torej slišim, da ogromno ljudi žulijo, meni so zaenkrat kul, ampak ne želim si, naprimer, na poti domov v prostem času te neprodušnosti, pokritosti, ker ko sem peš, bi rada poleg podcasta ali pa glasbe slišala, vsaj zaznavala tudi promet in okolica. Pri delu na radiju je zgodba popolnoma obratna. Po nekaj zanimivosti v slušalkah sem šla tudi do 6. nadstropja našega radija. Tam so slušalke doma in tam so zelo pogosto slušalke na popravilu. Anže Ančimer je inženir v radijskem laboratoriju. Slušalk na Radiu Slovenija imamo ogromno. V bistvu jih sploh ne znamo prešteti, ker jih uporabljate vsakodnevno, vi novinarji. Vsak dan recimo sprejmemo 1 do 2 pokvarjeni slušalki. To pa pomeni, da so strgani kabli, uničene slušalka, ne dela leva, ne dela desna. Velikokrat padejo po tleh, se kakšna zadeva polomi, je treba zamenjati slušalko. Ključno vprašanje, kaj so dobre slušalke ali pa kaj je pomembno za dobre slušalke? Morajo pokrivati celotno uho, vsaj na radiju. Zakaj? Odrežejo oziroma ne slišimo toliko zunanjosti, ampak smo bolj skoncentrirani potem na samo montažo. Novinarji večinoma časa delate s slušalkami, zato če imate zaprte slušalke, slišite več. Signal po žici, žica je pomembna, kabel je pomemben, čeprav je na trgu ogromno tudi brezžičnih slušalk. Kaj to pomeni, da moramo imeti dober signal ali dobre slušalke? Morate imeti dobre slušalke, da je celoten zvočni spekter pokrit. Se pravi, mi govorimo nekako o slušnosti ušes, se pravi, ušesa nekako slišijo od 50 Hz do 20 kHz, če smo malo bolj natančni. Te slušalke morajo pokrivati ta spekter. Večinoma slušalke imajo v nazivih, da pokrivajo vse, ampak nekatere slušalke so bolj hifi slušalke, ki izpostavljajo neko določeno frekvenco, da je nam lažje in bolj slišna. Naprimer, govor pri neki določeni frekvenci je nam bolj slišen, zato hifi slušalke izpostavljajo ta del. Mi pa rabimo imeti nekakšne linearne slušalke, da slišimo celoten zvočni spekter na enaki glasnosti. Na Radiu Slovenija uporabljamo žične slušalke. Zakaj ne brezžičnih? V bistvu je zelo zanimiva zgodba, ker smo uporabljali nek določen čas brezžične slušalke, ampak to se je zdelo ne fino, predvsem, ko je zmanjkalo baterije. Zaradi tega smo to opustili, predvsem pa zaradi tega, ker je bilo moteče za druge instrumente oziroma druge naprave v radijski produkciji. Zato uporabljamo samo žične slušalke. Anže Tomič, ti Anže, ne Anže z posnetka. Ko sva se pogovarjala o slušalkah, sva rekla, iz novih telefonov izginjajo vhodi za slušalke. To verjetno pomeni, da to prinaša porast, tudi zmogljivost posledično brez žičnih slušalk? Ja, morda ne toliko zmogljivosti, ampak tako kot že nekajkrat je tukaj trend nekako obrnil Apple, ko se je že lani odločil, da bo pač iz svojega telefona umaknil vhod za slušalke in na ta način dal nekako vetra v jadra industriji brezžičnih slušalk. Pač Bluetooth, ki je ponavadi ta protokol, ki ga več ali manj vsi poznamo, ki imamo pametne telefone, to je v bistvu čisto navaden Wi-Fi, ki je malce omejen, tako nasplošno. Je tudi že toliko napredoval, da so brezžične slušalke že pred tem, napreden so telefoni začeli izgubljati, če lahko tako rečem, vhode za slušalke, so postajale vedno bolj relevantne. Potem, ko se pa eden od večjih igralcev na tem področju, ki so mu potem tudi sledili skoraj da vsi ostali proizvajalci, je pa res prišlo kar nekaj novih modelov. Le to, da vsi te novi telefoni, ki nimajo vhoda za slušalke, sicer dobiš poleg adapter, ki spremeni, spravi ta vhod, preko katerega telefon polniš v vhod za slušalke, ampak ima pač to težavo, da potem ne moreš hkrati polniti telefona in poslušati glasbe.
Ja, ampak kaj bi potem rekla? Žica ali brez žice? Ne vem, je sploh smiselno o tem govoriti, še vedno velja, da so žične toliko boljše, kvalitetnejše? Ja, to mislim, da se še vedno da reči, čeprav že tudi tukaj je bolj pomembno, kakšen je izvor glasbe. Zdaj, če greva, recimo, kar se glasbe tiče, je to tako, da če gre za neke MP3-je skompresirane, to pomeni, da je res zmanjšani na najmanjšo možno velikost, ko so datoteke majhne, bo to v bistvu dokaj porazen zvok, ne? In ko gre to še na brezžične slušalke, je to še toliko slabše, ker pri brezžičnih slušalkah tisto, kar se je treba zavedati, je to, da ko zvok glasba val 202 od bita do bita potuje od telefona do ušes, gre po zraku in ko gre po zraku, je ponovadi, mislim, ne ponovadi, je vedno skompresiran in ne bo nikoli enako kot tisti zvok, ki bo šel direkt neposredno po žici. Je pa seveda res, da dobre brezžične slušalke in pa poceni žične slušalke, ne, bojo pa mogoče brezžične tudi kdaj, ali pa v večini primerov dosti boljše. Ne. Kvalitetne brezžične slušalke so super za poslušalca odbite in poslušalca vala 202, ampak če so se že zapletla v najvišjo možno kakovost, obstajajo ojačevalci. Ja. Ljudje uštekajo slušalke v ta ojačevalec samo zato, da ga ne priklopijo. Ja, neposredno v računalnik. Ne. Ja. Se mi zdi, da večina ljudi misli, da kupiš računalnik, tam je neki izhod za slušalke, enako je pri telefonu. Ne. Nek vhod za slušalke, ti vklopiš slušalke in potem pride glasba do ušes. To je seveda ta glasba čez nekaj gre, ne, čez neko čipovje gre in zelo odvisno, kakšno to, zdaj zelo posplošujem, no, kakšno to čipovje je in seveda to, kar je ponovadi vgrajeno v računalnik, ni mišljeno kot neka mogoče malo bolj profesionalna oprema ali pa nekaj, kjer bi se res obadali z zvokom. Pač obstajajo podjetja na svetu, ki to počnejo Tako. Zaradi kakovostnega zvoka. Ni pa to redek pojav, tudi jaz osebno imam doma ločen, se pravi zunanji očevalec za slušalke in ko enkrat to izkušiš, vidiš, da tisti vhod, ki je ponovadi privzeto na računalniku, ne pomeni prav veliko. No. Gre pa to za naprave, ki se preko USB vhoda priklopijo na računalnik, ampak to je pa že spet en svet, ki bi zahteval ene 3 oddaje odbita, da bi šla v vse, temu se reče digitalni naprave, ki digitalni signal spremenijo v analognega, potem so to ojačevalci za slušalke. To je že spet morje stvari, kjer potem audiofili pridejo poleg in se prepričujejo, da je tudi odvisno od kablov. Kakšne kable uporabljati za slušalke, res ne konča se. Mi da se tukaj res lahko samo omejiva na slušalke, ampak tisto, kar se pa definitivno lahko reče, pa to, da če imaš zunanji ojačevalec za slušalke, bo zvok, ki bo prišel do tvojih ušes, boljši kot tisti izhod, ki ga ima tvoj računalnik. V slovenščini bo pač zvenelo, kot bo zvenelo, sva se hecala, ampak kaj izbrati? Slušalke za ušesa, na ušesa ali okrog ušesa? Ja, tako kot je prej že Domen povedal, se mi zdi, da pri nekih športnih aktivnostih seveda za te v ušesa, čeprav že tu so neke razlike, tiste, ki grejo dejansko čisto v uho in pa take, kot imaš ti, ki jih ponovadi dobimo poleg telefonov, ne, ki so bolj plastične in nekako samo visijo v ušesu. Vsak ima različno uho, ti si že prej omenila, da nekaterim pač enostavno te Appleove slušalke padajo iz ušes, pa ni zato ne kriv ne Apple, ne ta človek. Zdaj, tisti, ki ste poslušali kakšne prejšnje odbite, ko smo govorili o mehanskih tipkovnicah, je tam Jason Snell, on si je recimo, sem ga tudi vprašal, kako je s slušalkami, mi je rekel, da si je dal pa narediti te, ki grejo v ušesa, ampak obstajajo podjetja, ki dejansko pošlješ model svojih ušes in potem naredijo te slušalke, ki so popolnoma prilagajajo tvoji ušesni votlini, se že kot da se zdravnika govoriva, ampak tudi to obstaja. Ne? Ampak jaz osebno sem pa največji fan slušalk, ki grejo okoli ušesa, ker so pač najbolj udobne, ampak že spet jaz veliko sedim. Ko pa hodim naokoli, imam pa ene brezžične, relativno poceni, ki grejo pa v uho. Ne? Zelo je odvisno od tega, kje slušalke uporabljamo. Pri teku, na vlaku, na sprehodu, pač iščem nekaj za prostočasno dejavnost. Kaj mi svetuješ, kakšna posebna znamka, ki prednjači? Ja, mislim, cene grejo res tudi pri brezžičnih, a ne. Se začne tudi že pri 20-30 evrov, sem nekateri videl tudi take, ki grejo vsaj na uho, če ne okoli ušesa. Greva reči, spet v narekovajih, ta dobre so pa kar že več 100 evrov. Ampak tisto, kar bi jaz mogoče dovo v spredje, je to že spet ta ergonomija, ne, se pravi udobje na glavi. Tako kot pri miškah, ko smo se pogovarjali, pač to je treba preizkusiti. Ne. Bolj za poudariti pri brezžičnih je pa to, da pač
to niso pasivne, potrebujejo svojo energijo, ne, in jih je treba polniti. Ne. Še ena naprava, pri kateri moraš razmišljati, ali so polne ali niso. Najbolj pomembna reč je mogoče ta tehnologija, ki izniči zvoke iz okolja. Spravi, ti imaš brezžične slušalke, tudi žičnate, ki so narejene tako, da predvsem za potovanja, ko si na vlaku, avtobusu, letalu, kjerkoli, tudi v pisarni, ko ljudje govorijo, ne, izničijo zvok iz okolice. In dokler tega ne preizkusiš, misliš, da to pač je magija in da to ne deluje. Vodite v trgovino, rečete kakšnemu prodajalcu, vam da ene slušalke, ki izničijo zvok iz okolja, in ko jih daš gor, si kar naenkrat sam. In gre za zelo čuden občutek. Jaz tudi potem vedno rečem, če boste s temi slušalkami hodili naokoli, raj tega ne početi, ker bo nekdo povozil, ker ne boste slišali ničesar razen svoje glasbe oziroma podcasta. Deluje pa ta tehnologija tako, ne, da zvok so te sinusoide, valovi, in te slušalke imajo vse mikrofone, ki poslušajo okolico in potem tebi predvajajo zvok, ki je kontraval zvoku, ki je od zunaj, prihaja in ga s tem izničijo. Gre za preprosto stvar iz fizike, ampak jo res neverjetno uporabljajo, ko da ti, ki kupuješ brez žične, jaz bi kar gledal v smer takih, ki imajo to možnost, ker ko se enkrat na to navadiš, je težko karkoli poslušati brez tega, da slišiš le tisto, kar hočeš poslušati. Ne? Za udobje pa jaz tisto, kar ponavadi ljudem rečem, pa sem redke ljudi najdel, ki bi mi kontrirali, prosim, če mi kdo kar napište na Afna odbita, take za na ušesa, se pravi tiste, ki ti v bistvu stisnejo uho k glavi, ne. Jaz ne vem, kdo točno zdrži več kot, 15-20 minut s takimi slušalkami. To je mogoče ena stvar, ki bi se jo dalo odnesti, kar se ergonomije tiče. Te za na ušesa, pa jaz osebno z mojimi relativno velikimi ušesi sploh ne razumem, zakaj obstajajo, ampak res še nisem videl človeka, ki bi mi rekel, tele, veš, malo mi je super, ker mi stisnejo ušesa v glavi, res ne vem še, kdo je to rekel v življenju. Še ena fajn debata, zagotovo. Hvala za posluh slušalkami ali prek zvočnika ali prek radijskega sprejemnika ali kakorkoli že pač. Za konec nekaj birokracije ostaja tebi. Ja, vse oddaje Odbita najdete seveda na val202.si / Odbita. Vsi audiofili lahko nam pišete tudi na naš skupni Twitter profil Afna Odbita. Nisva šla v luknje, ki obstajajo, ko se začnemo z audiofili karkoli pogovarjati. To je kar disclaimer za na koncu, ker točno vem, kako globoko se da iti. In pa hvala vsem, ki dajete oceno podcastu Odbita v Apple Podcasts. Zelo, zelo hvala. Ja, svet slušalk pa se pridružuje svetu zaslonov, mišk in tipkovnic. Naslednjič nekaj čisto drugega, ampak o tem potem, ne? Res je. Hvala za pozornost. Adijo. Odbita, dobita. Dva človeka za lažjo navigacijo med novimi tehnologijami.